Dame in gospodje, reporter Milan z vami v silvestrskem programu. Obiskal sem moje tretje goste, ki so sprejeli moj silvestrski glasbeni izziv, pripravili pesem. Najprej seveda moramo spregovoriti par besed. Tu sem pri eni od najbolj markantnih mariborskih družin, pri Silverjevih. Lepo zdravo Milan, kaj boste kaj spili? Ja, pa lahko, kako zarček. Ne se mi zadrževati, ko delam novoletni jedilnik. Ne se mi zadrževati, res ne. A imate posebni jedilnik, gospod Herman? Delam dve stvari, ki jih tak more moški pri zadnjih hiši narediti za novo leto. Ne? In to sta? Ja, francoska solata pa biftek. Nisem zdaj neke mlačne vode izumil, ampak to je to, kar more moški soliden kuhar znati narediti. Nijam rad zdaj, da mi ga lamiš, ti pa sploh mi ne lajaj. Razumeš? Ravn mi podajaj. Ne? Kaj, skrivni recept lahko prisostvuje? Ja, samo ne me motiti. Idi čim bolj stran. Skrivnega recepta ni, vse mora biti domače. Vse. Jaz imam praktično, imam vse domače. Ne? Ker osnova francoske je grah, ki ga imam domačega, z tega malega vrta, kaj ga imamo. Lepo sem ga obral, posušil, dal zmrzniti in zdaj ga bomo dali ven, da ga začnem kot osnovo za francosko pripravljati. Ne? Ledo, to grah je. Domači, ne vem kakaj sorta, samo pravim, da imam domači grah. Ja ti pa pravim, da od ledota. Zakaj od ledota? Ja veš kaj, zadnjič je mali zraven zrecka zaželel toto omakico iz graheca, te pa je bil tako luščen. Pa dala bi mu ledotovega, ne pa osnovo za francosko. Ni bilo ledotovega, totega sem dan skupla. Adjo, pa se to, pa dobro, ajde, še nekaj grah. Važno je, da je krompir domači, to hočem reči. Krompira le največ, ne. Zdaj sem dobil, da ga skuha, bolj ga jasna, režem na kocke vsebno. Se je že narezan. Kam mi naprej režeš? Če pa bil kupljen narezan. Ja, kje imamo krompir? Ja no, Herman, kaj misliš, da je pire štorkla prinesla? Dobro, kaj ti boš zdaj vice pokala, tu z mano, ali kaj? Kaj vice pokala z mano? Jajce, fajn, da so domače, samo kaj me zijaš? Jajce, vse ne moje domače. Ja, to so pa res bile dobre. Kaj? Ja, včeraj, ko si imel zaključek, smo bili malo lačni, pa smo si malo jajčka spekli. Pa za 15 jajc smo želeli? Ma ne, pa kaj si nor. 13. 2 jajce imam samo torej. Ja, blista. Kaj zjutraj ne srknem od lakote? Vse to jaz ne, moram gledaj, jaz to ne, moram verjeti. Osnova za francosko je tak in tak, ker moraš iti na roje vrstne redne, že je majoneza. In če je majoneza domača, ni važno, če drugo ni domača, majoneza pa mora biti domača. In majonezo, gledaj tu v hladilniku sem... Ne odpiraj! Kaj? Ne odpirat! Bom ti jaz dala! Kaj je to? Majoneza! Je majoneza moja v plastiki, kaj si naredil? Liter. Ja, veš kak, eno žlico smo probali, te pa je žlica dala žlico, pa pol... Kak je to pregovor, žlica dala žlico? Ben ti francosko, tak ni važno, če imaš, važno je, da biftek domači. Kam me seliš francosko? Ja, ne vem, videla. No, biftek, daj mi zdaj biftek, pa se more nastrgati. Se more meso prvoklasno, ki sem ga kupil, pa sem ga zdaj dal v pad, se more na oštrem nožu nastrgati, ne mi ga mlet, ker more imeti take kose, ne? Meso domače, ne? Daj ga vun. Koga? Meso! Kaj ti veš, kaj makaron flajš? Ja, vem jaz, kaj makaron flajš. Makaroni plus? Pa dobro, kaj bi ti rada, kaj si zdaj na kvizu? Plus meso. Daj mi ven meso za biftek, ne mi ti Ja, pa makaron. včeraj smo ga makaron flajš umeli. Plučno. Ja, pa še tak si cmoka zraven, pa govoril, kak je dobro. Plučno si dala makaron flajš. Ne bo novega leta. Ne bo. No. Ne bo Silvestr, ne, za vas ne bo Silvestr. Na 23. nazaj smo pomaknili, prokleta gamac, vsi vun. Vsi vun, stavo na čelo. Se bom jaz zdaj zapela, boš Ja, bolj pa že boš volje. Nič pela, ne. Dobro, čez par minut, ko se gospod Silver pomiri, se ponovno oglasimo. Radio City. Dame in gospodje, reporter Milan z vami v silvestrskem programu pri Silverjevih ta trenutek, čeprav sva z gospod Silver ta trenutek sama. Ja, Milan, veš, kak je malo nervozen zdaj. Zdaj pa ali je šel na balkon kadit, ker vem, da ima čike skrite, ali pa je šel nekaj kratkega spit, tako da boljše, da jaz za hitro zapojem, ko smo sama. Dobro, to je pesem, ki ste jo pripravili, beseda ali dve. Ja, za njega, za Hermana pesem. Samo glede na to, v kakem stanju je, ne vem, če bo prav razumel. No pa predlagam, da kar prisluhnemo, izvolite, gospa Silver. Sem prvič te videla, dežurni v razredu si bil.
tablo si lepo pobrisal, kjer bi široko si zvil, maturo si komaj naredil, nišu v vojski si bil. Jaz sem te zvesto čakala, vmes se je Kirbiš zapil. Herman, moj dragi Herman, ali se spomniš poročne noči? Sveče, vino peneče, polil si po meni, polizal ga ti. Ua, Herman, preljubi naš Herman, ne bodi zdaj jezen, naš ati si ti vse dni. Ti si ti vse dni. To pa je res krasno, gospa Silve. Joj, Herman, kak sem vesela, da si not prišel, da si slišal. Kaj slišal? Ja, pesem za tebe. Kaj za mene? Ja, za tebe. Kaj za mene, če pa je 100krat Kirbiš not, ki sem jaz not? Pa se veš, da se od nekdaj zraven slino. Ne moraš vsaki praznik s Kirbišem pokvariti, vsaki praznik, ki ona s Kirbišem pokvari. Pa kaj ti si normalna, ali kaj? Dobro, hvala lepa, dame in gospodje, do nas se slišimo ponovno z žirijo v studiu. Radio City. Radio City. Radio City. Radio City. Dragi dame in gospodje, reporter Milan z vami v silvestrskem programu. Tretja družina, tretji moji prijatelji, ki so sprejeli moj silvestrski glasbeni izziv in pripravili pesem, ki bo podvržena oceni žirije, so seveda Silverjevi, ki smo jih slišali. Če ste morda pesem zamudili, pa ne nazadnje tudi za žirijo, je prav, da si v enem kratkem izseku to pesem tudi osvežimo, ki jo je zapela gospa Silve. Ua, Herman, preljubi naš Herman, ne bodi zdaj jezen, naš ati si ti vse dni. Tako, zdaj pa kar gremo, žirija, če ste pripravljeni. Gospod Janez, vaše cenjeno mnenje? To je bilo zelo dobro zapeto, lirika mi spominja na mojo veliko ljubezen, s tem, da sem jaz svojo sedanjo ženo spoznal v gorah, ne v učilnici. Gre za tradicionalno ljubezensko izpoved, kakršni žal smo vse redkeje priča na slovenskem prostoru. Zdaj se ljubezen izkazujejo tudi drugi, kar jim po naravni poti ne bi smelo biti dano. Pozdravljam to tradicionalno pesem, bilo je dobro odpeto, melodija je prijetna, morda bi lahko cenzura še izpustila kak del teksta, ampak pesem je zagotovo pot v pravi smeri, zato ji dam oceno 8. Hvala lepa, gospod Janez, naslednji gospod Toš. Ocenjujem pesem V šoli sem te prvič te videla. Besedilo 7, ritem 7, melodija 7, stil 7, vokali 7, konsonanti 7. Skupna ocena je torej 7 plus 7 je 14, plus 7 je 21, plus 7 je 28, plus 7 je 36, plus 7 je 42, deljeno s 6 je 7. Torej skupna ocena za pesem V šoli sem prvič te videla znaša 7. No, hvala lepa tudi vam, gospod Toš, in še kot zadnji tokrat gospod Grajner. Hvala za besedo. Očitno torej še ena priredba. Tokrat Bele snežinke, ki v novoletnem času ima posebno mesto v srcih, ki pričakujejo radosti tega, kar prihaja, ker snega tak več ni sploh. In jaz bi rekel, da je tvegano prirejati take mojstrovine, kot je Bela snežinka, ampak vemo, da se Silverjevi ničesar ne ustrašijo in da popremajo za vsak izziv, pri čemer Hermanu, ki je alfa lik družine, pritiče levji delež zaslug za uspeh. Ker je pesem posvečena prav njemu, vidim legitimiteto v priredbi in jo pozdravljam. Gospa Silver, moram reči, se hrabro in
relativno uspešno spopade z refrenom, ki ne skriva erotičnih fantazij avtorice, domnevam, da je pesem napisala sama, ne izključujem pa možnosti, da jo je napisal nekdo za njo. Ampak vse to pesmi štejem v dobro. Po drugi strani tudi ta skladba ni brez napak. Ne vsede se mi recimo ta lirični prehod iz lizanja politega šampanca v naš ati si ti vse dni. Torej prehod med obema slikama je prehiter in pregrotesken zame osebno, ampak vseeno cena moram reči 9 od 10. No, seštevek Silverjevih je 24, kar pomeni, da so na moji silvestrski lestvici prevzeli vodstvo 24 točkami, na drugem mestu Lojčahovi z 20 in na tretjem Majster in Tonček 16. No, še zadnji moj gost v še zadnji uri pred prehodom v novo leto, pa boš Krat Bolfeng. Se slišimo.